Naslednji korak je, da odstranimo notranje elemente selektorja. Enostavno vzamemo jih dol. Odvijemo ta in ta vijak. Vse skupaj smo si udobno namestili in odstranili motoček od mehanizma, ker smo odstranili ta dva vijaka. Enostavno potegnemo ven, brez kakršnekoli sile. Sedaj bomo odprli gearbox. Najprej odstranimo to plastično pokrivalo. To prepreči umazanijo, da vstopi v gearbox. Najlažje naredili s kakim skalpelom ali pa olfa nožem. Lahko tudi s tankim izvijačem. Ampak bodite previdni, da ne poškodujete česarkoli na mehanizmu. Jaz tega z eno roko ne bom uspel, zato bom prekinil. Enostavno potisnemo naprej. In odstranimo. Tukaj se pogosto kopiči mast. Na to odstranimo teh nekaj vijakov, vse skupaj 4. Ko smo odstranili te vijake, odstranimo zgoraj to ploščo. Ta gearbox se ni imel, vse se je izgubilo. Ja pa pozor, odprli bomo gearbox. Tukaj notri lahko vidite vzmet, če dobro pogledate. Če bomo to samo tako površno odprli, bo vse skupaj razletelo. Zato primemo gearbox in nežno ločimo dve polovici mehanizma. Lahko tudi držimo cilinder in ga lahko podvignemo. Zadaj mora biti luknja, na večini vodil je. Zato potisnemo izvijač noter in tiščimo navzdol. Bum. In smo enostavno ločili. Zdaj pa previdno. To je to. Nič nam ni odletelo. Enostavno ločimo obe polovici. Kot vidite, včasih zobniki skočijo narazen. To ni nikakršen problem. Odstranimo vzmet. Bat. In ga dobro pogledamo, če so kakršnekoli poškodbe. Kot vidite, so tukaj vsi zobi brez problemov. Ločimo zobnike. Odpnemo to vzmet. To gre čisto enostavno. In vzamemo ven kompresijski del gearboxa. Ko smo to naredili, več ni ostalo veliko komponent. Odstranimo še samo sprožilec. Sedaj sledi razmaščevanje gearboxa. To je najlažje narediti s kakim čistilom, mineralno vodo ali pa kot jaz uporabite čistilo za zavore.